sprašujem, ker berem, ampak pač nisem se naučila na pamet. Menimo, da je ustvarjalna platforma Inde eklatanten primer aktivnega delovanja mladih in malo manj mladih. Pač, če sledimo nekim družbeno postavljenim kriterijem, in to v času, vedno bolj potrebuje mnenje, da so mladi čisto neaktivni in nepripravljeni pogledati na kakršnokoli delo. Veliko podpornikov in delujočih v UPI je bilo aktivnih že prej, ampak za nemogočenjem trajnega delovanja so se odločili vzeti stvari v svoje roke. Kar naenkrat pa so postali preveč aktivni. Tako od oktobra 2014 kolektiv UPI Inde namreč z aktivnim delovanjem in doseženim množičnim odzivom obiskovalcev dokazal, da je ta prostor v regiji nujno potreben. UPI Inde predstavlja stičišče kreativnega, umetniškega, kulturnega, izobraževalnega, socialnega ustvarjanja in izmenjavanja, kar je bilo nedvomno dokazano v zadnjih 2 letih. V prostorih v UPI so bili namreč izvedeni socialni programi, kot so hrana za socialno ogrožanje, nabiranje potrebnega begunca in tako dalje. Kulturni programi, več kot 300 koncertov, okroglih, umetniških razstav, filmskih večerov in tako naprej. Izobraževalni programi, kot so predavanja, delavnice s praktičnim usposabljanjem, okoljevarstvene akcije, delovno-sanacijske akcije, športni programi, kot so skatepark, plesne delavnice samoobrambe, športna tekmovanja in športni dnevi in stvari se nadaljujejo, seveda. Tako prostor UPI predstavlja poligon učenja življenjskih veščin in znanj. Naj dodam še, da je bilo to vse izvedeno prostovoljno, brezplačno, neprofitno in z veliko mero osebne angažiranosti in brez centra davkoplačevalskega denarja. Če pa pridem še na problematiko azbesta na območju nekdanje tovarne Inde in na potrebo po njegovi odstranitvi, v bistvu kolektiv UPI Inde in lokalno prebivalstvo že od samega začetka opozarjate na to problematiko. To v bistvu je po eni strani tudi pomemben pokazatelj, da se zaslužite več moči v družbi, saj to očitno ni zaleglo v 10 letih, da bi pristojne institucije ukrepale pri odstranitvi smrtno nevarnih odpadkov, kot nas sedaj obveščajo, po novem, očitno, in je nacionalno pozornost pritegnilo šele poročanje novinarke RTV Slovenija. Kolektiv UPI Inde meni, da je načrtovana sanacija nevarnih odpadkov, to je azbesta in uporabljenih iger, nujna, vendar meni, da samo zato ni potrebno odstraniti iz območja, na katerem ima seveda posestno pravico in je namerava tudi uveljaviti, se na delu, kjer deluje in izvaja svoje dejavnosti nevarnih odpadkov ni. Te so nedvomno veliko bliže koprski komunali, Marjetici Koper in varstveno delovnemu centru. Na koncu pa še to. Kolektiv se tudi sprašuje, na katere odločbe se slaba banka sploh sklicuje v pozivu k odstranitvi pač in kolektiva in posebnih predmetov, saj kolektiv sam ne uspel najti v 4 dneh iskanja, tako na spletu kot sklici na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor.